tole evo. Smo dobili en tako zidak za izdelavo igluja. Se pravi, to je sneg, ki je čisto na dnu, se pravi, to je preveč pršičast. S tem si ne moramo nič pomagati, morate tega odstraniti. Vzeti kakšno palco ali pa nož ali pa karkoli, da bom vzel z rokavico. Z rokavico odrežem, še enkrat pokažem. In s tem si lahko še tole gor rokavica, da me ne zebe preveč. To je samo za prikaz, da vidite, kako dobimo kocke za izdelavo. Tole še damo stran, da pridemo do čvrste strukture snega. In to je zelo kompakten sneg. In začnemo seveda vedno tako, da postavljamo potem približno iste kocke v isto velikost, čeprav pol se še to poreže. Vmes zabašamo snegom z obeh strani, pa še povrh namečemo in poglihamo, da pol naslednja kocka, ki pride tukaj vmes, lepo naseda. Lepo naseda, tako, hvala. Gradimo iglu. Seveda jemljemo najprej sneg, ki je pri roki, in ga potem iščemo naokrog. Se pravi, tle bomo zdaj prišli do, bomo še dodatno dobili globino. Pa zeblo nas ne bo v noge, če kopljemo sneg, pa stojimo na travi, nas bistveno manj zebe v noge, kakor če stojimo na snegu, jasno. In potem se lotimo naslednje kocke lahko. Približno jo oblikujemo, Evo. Zraven delaš. In to pol, ko zmrzne, je skoraj za večno, dokler sonce ne posije. In tako nadaljujemo v kakršnikoli obliki želimo. Vse pa enako. Sneg dodaš. Sneg uporabljamo za mašiti luknje, itak se to se lepo sprime. In se pa že lepo vidi struktura, kako gre. In pol naslednje gor nalagamo. Da si pa pač umaknemo tukaj, da se lahko uležemo. Pol naredimo kupolo čez. Kar dolgotrajen postopek, če niste navajeni, pa da se vse skupaj ne podre.